No, lepo pozdravljeni vsi skupaj, sploh tukaj v tem novem centru energetskih rešitev v BTC-ju. Upam, da se niste preveč lovili, pa ga iskali. Jaz sem Alenka Žumbar-Klopčič iz Energetike.net. Z mano je gospod Franko Nemec, direktor Agencije za prestrukturiranje energetike. Najprej hvala, da ste nas povabili k sodelovanju pri promociji tegale priročnika. No, to je tudi glavni namen, zakaj smo se zbrali danes tukaj. Namreč, da vam predstavimo priročnik za zeleno komuniciranje in marketing. Še prej bo pa gospod Nemec v bistvu povedal, saj vaše predavanja so vedno zelo zanimiva, no danes pa imamo sploh zanimivo temo, v kateri nam bo odkril obnovljive vire energije kot priložnost, ne, za v bistvu tudi premostitev tele krize. Tako da jaz bi kar predala besedo, pa potem kasneje vi kar razmišljate o kakšnih vprašanjih, ne, ker ste potem tudi na voljo za odgovore. Tako da kar. Torej, hvala lepa za predstavitev in za dosedanje sodelovanje, ki je pač ni samo ob tem dogodku, ampak je z Energetika.net sodelujemo že kar dolgo časa, ne, pri prispevkih in skupnem hotenju, da v bistvu to energetiko in naše gospodarstvo izboljšamo. Torej, da smo se dobili ravno v tem prostoru, je razlog, da jaz v življenju vedno rad iščem sinergije. Nisem želel recimo tak dogodek organizirati v nekem hotelu, ampak sem rekel, to mora biti neka sinergija z nekim prostorom, ki se ukvarja z podobnimi stvarmi. In seveda ob razmišljanju, kaj bi to naredil, mi je pač ta prostor bil zelo všeč. Všeč zato, ker je to v bistvu prvi tak center v Sloveniji, ki je organiziran ne na pobudo države, temveč so vse v bistvu podjetja, Jelovica, Petrol, Knauf, Zelene energije, Nord, organizirali na način, da predstavijo pač te rešitve na področju energetike širše, in to ne na neki navaden način, ampak v bistvu povsem konkretno. V tem centru je možno dobiti seveda informacije o možnih sanacijah objektov energetskih naprav in tako naprej. In seveda tudi na koncu, če je tisti predlog in rešitev primerna, se lahko posamezni potrošnik tudi odloči, da tako zadevo v sodelovanju s temi strokovnjaki tudi implementira, da jo izvede, da to ostane na nivoju nekega nasveta, ampak da lahko stvar tudi izvedemo. Torej, ta priročnik, ki je vzrok za današnji dogodek, je nastal v okviru projekta Ecomark. To je projekt, ki se izvaja v okviru evropskega programa MED, to je program, ki vključuje mediteranske države. Nosilec projekta je provinca Bologna, gre za industrijsko, relativno znano in veliko industrijsko območje v Italiji, kjer so začeli tudi sami razmišljati, da razvoj v smeri industrije mora doživeti neko preobrazbo. Ne rabimo še večje in bolj umazane industrijske cone, ampak rabimo ekološke industrijske cone, v katerim bo fajn živeti, bivati in ki bodo tudi same po sebi nekako zelene ali pa modre, če temu tako rečemo. Torej, če tudi, današnji dogodek, najbolj vsak od vas je imel problem s parkiranjem. Torej, mi smo imeli do sedaj nek razvoj, ki je šel v smeri samo več. Tudi naša ekonomija na fakultetah učijo, recimo, kako je treba povečevati proizvodnjo, obseg dela, znižati marginalne stroške in tako naprej. In jaz sem imel tudi v svojem podjetju, ko sem zaposloval ekonomiste in sem jih imel vedno nekaj zaposlenih, sem jih moral v bistvu začeti nekako prepričevati, kako ni vse v več, ampak je treba iti v kurzu bolje, ne več, ampak bolje. Vsako stvar
se ne da več avtomobilov proizvesti in jih več uporabljati. Zato, ker na koncu lahko debatiramo o tem, ali je nafte še za 50, za 60 ali pa 70 let. Ne. Zagotovo pa smo vsi danes prepričani, da je tle v BTC-ju avtomobilov preveč. Ne. Zato, ker enostavno in mogoče bomo marsikdo od nas razmislil v prihodnje, ali bo prišel z avtom, ali bi bilo možno na kak drug način enostavno prideti v ta prostor. Torej v bistvu in mi imamo na tem področju imamo preveč hrane, preveč mobitelov, preveč televizorjev, preveč posode, vsega imamo preveč, imamo pa premalo časa, premalo kvalitete, premalo kvalitetnega življenja in v bistvu tudi reševanje te krize. Nas velikokrat in politiki in drugi pač vodijo, da bo treba še več delati. Jaz v tem rešitve ta prave ne vidim, ampak pravim, da bo treba zadevo obrniti tako, da ne bomo količinsko napredovali, ampak moramo napredovati v kvaliteti. Torej, če se vrnem na področje energije. Energije je danes, ta trenutek v svetu zadost, mogoče celo preveč in je zelo poceni. Marsikaj se ne bo seveda z mano strinjal, bo rekel, ja, kaj propagiraš, kako poceni, draga je, se si ljudje niti ne morejo privoščiti. Ampak, če gledamo vsebinsko, je ta dejansko ta energija prepoceni, zato se marsikaj reče, jaz bi zmanjšal porabo energije, ampak se to ne splača. Tako, če za 10% zmanjšam porabo električne energije, bom prihranil od 30 evrov na mesec 3 evre. Rekel, to je za eno pivo, to ni nič. Torej, kar pomeni, da je treba na tem področju narediti neko spremembo. In to ne samo v Sloveniji, ampak v svetovnem merilu. Energijo je treba bolj obdavčiti in seveda v enakem razmerju, zato da bodo ljudje lahko živeli, je treba povečati oziroma znižati davke na delo. V bistvu plače se morajo povečati in relativno potem, ko je zadeva stališče posameznika enaka ostane, ampak v bistvu interes za to, da se porablja manj, je pa seveda bistveno bolj izrazit. Če gledamo na nivoju Slovenije, samo za nafto in plin mi plačamo letno okoli 4 milijarde evrov, vsako leto. Gre za ogromno številko in ko kupujemo, tankamo in tako naprej, se tega sploh nekako ne zavedamo. Vsak pač tanka 100 evrov, pa plača neko račun za plin in tako naprej. Ampak na globalnem nivoju Slovenije je to 4 milijarde. Poleg tega za to, da to energijo v bistvu lahko uporabljam kot končno energijo, rabimo seveda opremo za proizvodnjo in opremo za uporabo te energije. In nažalost večino te opreme za oskrbo z energijo moramo uvažati. Mi uvažamo in velike kotle za termoelektrarne, naprimer Šoštanj, projekt je praktično 100% iz uvoza, ampak na drugi strani pa uvažamo tudi kotle na biomaso, v večini primerov, spet preko 90% ali pa še več, 95% ali pa še višji procent. Uvažamo seveda sončne elektrarne, tako rekoč od A do Ž, ne glede na to, da imamo pozitivni primer Bisol, ampak tudi ta Bisol nažalost mora vse uvažati, kar se stavi v končni izdelek, mora vse uvoziti, zato ker mi tega enostavno ne proizvajamo. Postavili smo prvo vetrnico, ampak spet nažalost je vse iz uvoza, enega šraufa ni slovenskega na tiste vetrnici. Uvažamo toplotne črpalke, večinoma, uvažamo bioplinske elektrarne, kogeneracijske naprave, uvažamo recimo števce, posebno za toploto. Mi smo sicer z neko uredbo določili, da treba v enem letu vse števce oziroma vso porabo toplote opremiti z števci. Seveda smo to naredili, v uradnem listu je to zelo enostavno,
Ampak, kar je pomenilo, da mi takih števcev, da jih je do takrat pri nas praktično noben ni proizvajan, smo seveda vse te števce enostavno morali uvoziti. Mi nismo dejansko pripravili industrije, ki je marsikatera zelo blizu, da bi to lahko razvila, ampak smo enostavno pač dali odlog in v dani situaciji bilo najbolj enostavno vse te stvari uvoziti. Torej, ves ta denar, ki ga potrebujemo za uvoz energentov in za opremo, je treba nekje zaslužiti. Pač moramo imeti neko drugo industrijo in tle so pa seveda pol naši Krka, Lek Novartis, Gorenje, Revoz, Hidrija, Kolektor, Pipistrela, Krapovič, ki mora ves ta denar na tem mednarodnem trgu, da lahko mi sploh to energijo v Sloveniji imamo v zadostnih količinah. Torej, na eni strani Slovenija podpira učinkovito rabo energije in obnovljive vire, učinkovito rabo z subvencioniranjem investicij, v glavnem preko ekološkega sklada in preko v zadnjem letu tudi preko energetskih podjetij in proizvodnjo električne energije z obnovljivih virov z tako zvanimi zagotovljenimi odkupnimi cenami. Seveda, na prvi pogled so take spodbude zelo dobrodošle, ampak jaz pravim, da so upravičene samo pod pogojem in smiselne, če se s tem krepi konkurenčnost slovenske industrije in gospodarstva. Mi sicer smo naredili ta prvi del, ker dejansko, če hočeš ti prodajati opremo, rabiš trg in ta trg, bi rekel, uspešno v Sloveniji vzpostavljamo. Praktično bomo rekel, nič nismo pa naredili na tem drugem delu, da bi usposabljali industrijo za to, da bi to opremo tudi proizvajala. In človek enostavno ne razume, kako lahko neka država brez analiziranja situacije, bi rekel, nek sistem spodbud pelje, da se ne vpraša, kaj mi od tega imamo. Mi damo za obnovljive vire, samo za obnovljive vire energije 100 milijonov evrov red velikosti, bi rekel, spodbud, to je plačilo razlike med komercialno ceno pa med tisto ceno, ki se jo plača proizvajalcem. In vsaka normalna država ali pa neka institucija bi se vprašala, kaj mi od tega imamo, koliko energije iz tega pridobimo in ali smo dejansko na tak način spodbujanja dosegli želene in zadostne učinke. Ker bom kritičen, 100 milijonov na leto pomeni v 15 letih milijardo pa pol in smo pač na nivoju šoštanja. Torej v bistvu, če seveda ta milijarda pa pol je koristno investirana in porabljena, če seveda smo prispevali pri konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in smo se počasi iz uvoznika opreme spreminjamo v izvoznika. In mi poleg tega, da oskrbujemo potrošnike z učinkovito rabo in z obnovljivimi viri, dosegamo tudi multiplikacijske učinke z prodajo opreme na domačem in svetovnem trgu. Torej, tudi Bisol ni svoje proizvodnje priredil za slovenski trg. Če bi samo za ta trg delal, bi recimo en Bisol propadel. Bisol mora delati za evropski in svetovni trg. Edino v tem primeru ima zadeva smisla. Ne moreš ti delati 5 kotlov za Slovenijo. Kotle treba delati za širši trg. Kar pomeni, da se more država pri uvajanju obnovljivih virov in učinkovite rabe osredotočiti predvsem na proizvodnjo opreme in na podpiranje raziskovalnih inštitucij in storitvenih dejavnosti, ki so s tem povezane. Brez tega enostavno so te vzpodbude z mojega stališča povsem neupravičljive. Torej, kot rečeno, projekt EcoMark je namenjen industrijskim conam. Gre tudi za to, da v industriji je pač možno delati tako in drugače, biti enostavno orientiran količinsko ali pa tudi v bistvu tudi neko industrijsko cono pripraviti na način, da je ta
okoljsko in drugače sprejemljiva. Torej, ekološka industrijska cona mora v bistvu najprej sama biti organizirana tako, da so objekti in tako naprej in tehnologije načrtovane tako, da se porabi najmanj energije za ogrevanje prostora in tudi za same tehnologije. Energijo seveda je treba po možnosti v taki coni proizvajati iz lokalnih obnovljivih virov ali pa z naprimer kogeneracijskimi ali trigeneracijskimi napravami z visokimi učinki. Morajo imeti organiziran transport in logistiko, če to na nekem skupnem območju na način, da se to išče sinergije, da imajo nek skupni servis za proizvodke, za transport, na način, da seveda da nek posrednik, ki organizira tak prevoz, seveda ima podatke o tem, kaj kdo vozi v neko področje, kaj kdo vozi iz njega in da seveda organizira ta prevoz na način, da so transporti polni ali pa čim bolj polni in da se na ta način zmanjša stroške, porabi manj energije in je zadeva ekološko in drugače bolj sprejemljiva. Seveda je dobro, če v taki industrijski coni, da se podjetja izvajajo neke komplementarne dejavnosti, kar pomeni, da je lahko odpadek nekega podjetja istočasno lahko surovina za drugo podjetje v celotnih količinah ali pa v delnih količinah. Seveda morajo imeti organizirano ustrezno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami in seveda investicije se v ta posebno energetske ali pa te ekološke vedno je problem pomanjkanja denarja, se lahko financirajo tudi z drugačnim načini kot s krediti. V zadnjem času se uvaja tako zvano pogodbeno financiranje, kar pomeni, da lahko neko podjetje, ki se ukvarja z energetskimi storitvami, zamenjavo kotlov, zamenjavo energetskih sistemov, izboljšanje učinkovitosti rabe energije, v bistvu financira projektno, kar pomeni, da tako podjetje v celoti investira, izpelje investicijo, najame finančne sredstva in v nekem obdobju poplača investicijo z prihranki energije ali pa z proizvodnjo iz obnovljivega vira. In seveda v takih industrijskih conah, če govorimo o ekoloških, se prvenstveno proizvajajo izdelki, ki so trajnostno naravnani. Všeč mi je recimo tudi danes, pa nisem posebej naročil, da so strani Jelovice dostavili lesene stole. Zadnjič, ko smo bili na otvoritvi centra, smo sedeli na plastičnih. Gre za pristop. Za pristop jaz verjamem, da ni ne direktor, ne jaz posebej naročam, ampak to, ko imamo neke potrošniške navade, smo na njih navajeni, na poceni plastiko, na stvari, ki so za enkratno uporabo. In da te navade spremenimo, je potrebna tudi nek marketing, neka trajna promocija in dejansko človek mora začutiti, da je nek lesen izdelek bolj prijeten, da ima neko višjo kakovost, kot recimo neka plastika, ki jo posebno, če pomisliš, da to vse pol ta isti trenutek, ko uporabi, zavržeš, kot tisto žličko, s katero mešaš kavo in tako naprej. To je enostavno sistem, ki ga je treba v bistvu spremeniti in to se ne more zgoditi samo od sebe. Potrebno je, da neka taka ekološka industrijska cona seveda promovira ta drugačen pristop. Hočem, potrošnika je treba tudi informirati, seveda mu pustiti na koncu, da se sam odloča, lahko naprej to plastiko uporablja, če misli, da je to najboljše, kar lahko naredi, ampak da mu dejansko z argumenti prikažeš in dokažeš, da je pač, da moramo vsi drugače ravnati. Torej, zelene tehnologije, pa če govorimo o tem, o industrijskih conah ali pa če govorimo nasplošno tudi o podjetjih, ki delujejo v Sloveniji, je treba v bistvu v Sloveniji, kot sem že na začetku rekel, izrabiti za izhod iz krize.
Jaz pa da resorna ministrstva in državne službe bi morali postaviti strategije, in to ne eno strategijo, ampak gre, rekel, če gledam sončne elektrarne, je to nekaj povsem drugega kot vetrne elektrarne, gre za povsem druge tehnologije kot za lesno biomaso in tako naprej. Ali pa gre povsem za druge stvari, če govorimo o sanaciji energetskih objektov, obstoječih, ne, ali pri načrtovanju novih. Hočem reči, za vsako področje, na vsakem teh področju delujejo drugi strokovnjaki, druge inštitucije in seveda ne moramo mi imeti en pristop, ki je kao enak za, mi promoviramo obnovljive vire energije in s tem mislimo, da smo naredili vse. Naredili smo lahko na nivo neke spodbudne skeme, pri čemer smo pač dopustili in nismo naredili nič na tem, da ne bi vsega 100% vozili. Da bi recimo, ne vem, povezali raziskovalne inštitute, storitvene dejavnosti in tako naprej in dejansko pri vsakem izdelku se vprašali, koliko smo blizu, kaj bi lahko naše inštitucije naredili, kaj potrebuje, kaj je tisti manjko in na kakšen način to izvesti. Torej, tudi energetska podjetja v Sloveniji so se v preteklosti obnašala na način, da so ona zadolžena samo za oskrbo z energijo, pač mi, ne vem, Petrol je uvažal nafto, plin in tako naprej. Slovenska energetika, Gen energija in holding slovenskih elektrarn, oni pač proizvajajo in distribucija distribuira. Odkje prihajajo naprave in kdo to dobavlja in kako recimo pripravljamo izgradnjo nekih tako zvanih pametnih omrežij, to nobenega ni brigalo. Kakor da niso del tega istega gospodarstva. Torej, slovenska energetika bi morala seveda v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom v bistvu veliko več narediti na tem področju, da se te nove tehnologije razvijajo in da se na koncu uvajajo na slovenskem trgu in seveda z potencialom tudi na širšem evropskem in svetovnem trgu. Torej dostikrat rečemo, da imamo dober primer pri hidroelektrarnah, kjer smo sposobni narediti tako rekoč vse, razen generatorja, ki smo ga pač iz stare Jugoslavije pač uvažali iz Hrvaške, pač taka so bila ta dela nekako politično dogovorjena in se je Slovenija pač razvila na področju turbin in pač druge operative. Seveda, enako bi moralo veljati tudi za vsa druga obnovljiva vira energije. Če govorimo o vetrnih elektrarnah, če govorimo za sončne elektrarne, torej pač to, da bo samo od sebe nastalo. Hočem reči, leta 1945 je bila politična direktiva, da se ustanovi inženirski bioelektroprojekt, inštitut Milana Vidmarja, Turbo inštitut, Litostroj, hidromontaž in tako naprej, ki so seveda pač to opremo razvile, specializirale in tako naprej. Zdaj pa pričakujemo, da bo pa, ne vem, na področju kotlov na majhnih kotlov na lesno biomaso, pač nek zasebnik sam od sebe z svojim trudom, brez kakršnega koli suporta to ta isto dosegel. To pač in konkuriral, recimo, ne vem, z nekimi avstrijskimi kotli, ki so že konkurenčni na nivoju in tako naprej. Elektrogospodarstvo, Petrol, fakultete, raziskovalni inštituti, država, pa pač enostavno samo gleda tega ubojega posameznika, kako bo to vse sam dosegel. To seveda ni mogoče. Zato so potrebne strategije za posamezna področja, potrebno je pogledati, kaj znamo, kaj zmoremo in seveda to v sodelovanju z inštituti razviti postopoma, ne da se vse naenkrat, ampak smer mora biti ta prava. In seveda bom rekel, predčasno sem pisal sem se oglasil na tisti New Deal, ki ga mnogi ponujajo in med tem New Dealom vidijo samo izgradnjo infrastrukturnih objektov. Pravijo, da rabimo, ne vem, ali tretji, ali četrti, ali peti pomol, ampak ne glede, če zdaj tretji pol, ne vem, najbolj bo nekdo pomislil, da rabimo pol še četrtega, pa petega, pa drugi tir, pa ne vem, še koliko cest in tako naprej.
Mi smo enostavno se nekam zaženemo, ne, in zdaj mislim, da nas bojo veliki infrastrukturni objekti rešili, ne. Šoštanj recimo zagotovo nas ne bo rešil. Gre milijarda 300 tisoč evrov, od katerih bo šla milijarda, ne vem, 200 tisoč v tujino za opremo dela. Kar je našega dela je mogoče 10-15%, ne, kjer smo mi sodelujoči. Enako je bilo pri avtocestnem programu, gradili smo hitro, uvažali delavce iz vse povsod od Slovaške, jih plačevali, koliko smo plačevali in na koncu rezultat je zelo mizeren. Torej, ne rabimo več, ne rabimo nobenih stvari več, ampak bolje. Rabimo bolje in to, da je vsako stvar in na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ni meja. Seveda, če si v razvoju. Za razredom B, porabnikov, potrošnikov je boljši razred A in to smo recimo, ne vem, strokovnjaki pred 3-4 letami postavili od A do C razrede. Na kar so se pa seveda, ker smo bili premalo ambiciozni, so se pa pojavili A+, pa A2 plusa in jaz pravim, bojo in A3 plus in 4 plus. Na tem področju enostavno ni mej. In participiraš lahko pa samo, če si že pri A ali pa pri B sodeloval in razvijal. Pol lahko računaš, da boš tudi pri A plus in A2 plusa, pa da boš mogoče kdaj celo prvi, ne zadnji. Če pa dejansko ti vse uvažaš in se, bi rekel, veseliš recimo tega, da smo, ne vem, v 2 letih, bi rekel, prišli z nivoja 10 megavatov sončnih elektrarn na 250 megavatov, in se pri tem ne zavedaš, da je ves denar, bi rekel, šel v tujino, šel do zdaj, pa še bo šel, je to v bistvu je to seveda sistem, ki ni sprejemljiv. In ta knjiga, ki jo pač danes tle predstavljamo, je točno recimo govori o tem, govori, kako je treba v bistvu te industrijske cone in samo proizvodnjo načrtovati na način, ki je pameten, ki je trajnosten, ki upošteva, celo se govori ne več samo o zelenem marketingu, ampak modrem marketingu. Modr pa pomeni zato, da uporabljaš tudi pamet, da ne počenjaš stvari iz nekega samega navdušenja, ampak da in promocijem vse vzvode uporabiš v svojo korist. Mi ne moremo recimo se postaviti, da bo zdaj Slovenija globalno rešila cel svet z svojim pristopom. Seveda pa lahko prispevamo naš delež in te premike, ki so na svetovnem področju očitni, torej to, da gre razvoj v smer obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, to jaz mislim, da ni treba več nobenega prepričevati. Vprašanje, ali bomo mi pri tem gospodarsko participirali, ali bomo samo podporniki razvoja Nemčije, Avstrije, Kitajske, Japonske in tako naprej. In če bomo šli v smeri to, da bomo o naših projektih in o naših spodbudah in tako naprej razmišljali na prav način, jaz sem prepričan, da lahko dejansko si postavimo z ambicijo, da pri razvoju teh sektorjev participiramo, ne samo in to aktivno. S tem bi se vam zahvalil za vašo pozornost. Zelo sem vesel, da ste ali pa smo se zbrali v tako velikem številu, kar pomeni, da zadeva postaja širše zanimiva in seveda bom vesel kakšnekoli vprašanja, kritike, pobude. Zdaj seveda naši severni sosedje Avstrijci so dokaz, da se da in dobro razvijati lesno industrijo in sočasno sinergijsko uporabljati tudi lesno biomaso v energetske namene. Seveda nekdo bo rekel, ja, je to, ne vem, lesna biomasa je zastarel, ampak zastarel način proizvajanja toplote, ampak dejstvo je, da mi se danes, da nekje
25% toplotne energije v Sloveniji, ne, po statistiki, prihaja iz lesa, ne, in to preko kurilnih naprav, to so naši stari gašpečki in tako naprej, ki imajo izkoristek, ne vem, 40-50%. Če ostanemo na isti količini lesa, ki ga danes uporabljamo, ne, in jo uporabimo v napravah, ki imajo 90-95% izkoristek, kar omogočajo te sodobne naprave, zato ker imajo istočasno regulacijo zraka in goriva, ne, pač že samo to naredimo, če sedanje zastarele peči zamenjamo z novejšim, smo naredili veliko. Seveda to, kar se tiče, in seveda tudi zmanjšamo ob tem emisije, ne, zato ker 90% izkoristek pomeni tudi bistveno manj emisij vseh tipov. Seveda z tem delom, ne, energije lahko do določene meje naredimo. Mi se ne moramo postaviti recimo z ambicije, da bomo pa zdaj z lesno biomaso pokrili vse energetske potrebe Slovenije. Ampak tisto, kar nastane, kar lahko v bistvu koristno uporabimo in smiselno uporabiti na najboljši možni način in seveda tudi imeti ustrezni tehnološki naprave, ki to omogočajo. Seveda zadnje čase se gre veliko debate v vsaki stvari, ne. Mi imamo veliko debate o vetrnicah, ki so imeli probleme z njim, še preden smo jih postavili, seveda imamo probleme z prašnimi delci, ne, in seveda to tisti, ki prodajajo plin in kurilno olje, seveda to zelo radi postavljajo zelo na visok piedestal, ne pravi, ja, kam bomo pa prišli, če gremo nazaj na uporabo lesne biomase, ne. Bodo problemi z delci in tako naprej, ne. Tako da to treba vsako stvar gledati, ne, v ta pravem kontekstu, ne. En del seveda je res, ne, te delci so, ampak jih je možno z čistilnimi napravi in tako naprej pač zmanjšati na nek minimum, seveda nikoli pa ne povsem. No, hvala lepa vsem, da ste prišli. Zdaj sem glede priročnika. Jaz sem ga preletela in žal ga še nisem imela časa prebrati, ker je čisto svež, ne, da je šel v ponedeljek, ne. Tako da je kot vroča žemljica, no. Bom izkoristila sama za to tudi praznike, no, ampak lahko pa rečem samo to, da je res prehaja v podobni smeri kot današnji pogovor, se pravi tudi predavanje, iz neke take strateške ravni, kjer smo danes, kje se nahajamo, v bistvu nam nastavlja tudi ogledalo, kakšni smo in v bistvu ni težko ugotoviti, kaj lahko naredimo kot potrošniki, kot odgovorni potrošniki. Tako da res priporočam v branje in mogoče tudi za kakšno božično darilo. Ja, torej priročnikov si jih lahko vzamete, koliko želite, ne, namenjeni so promocijo in zato, da pač čim več ljudi zadevo razume in da skušamo vsak na svojem področju narediti pač tisto, kar lahko seveda naredimo, ne. Se strinjam gospod, ki je pač prihaja iz ministrstva, da pač vsak na neki poziciji, nekem ne glede na to, da bi želel, ne, pa nisi na poziciji, ker bi pa lahko to tudi naredil. In enako je v podjetjih, ne. Velikrat recimo celo doma človek ne more narediti to, kar bi želel, zato ker ne vem, ali partner ni, ali otroci niso, ali pa obratno, nismo prepričani, da je tisto potrebno, ne. In pa stvari ne spremenimo zato, ker hočem reči, da celo doma ni vedno vse možno narediti, kar bi želel, ne. Tako da iz tega stališča moramo biti realni, ampak to nas ne opravičuje, ne, tiste, ko se enkrat zavedaš, recimo spomnim, da je kajenje škodljivo, ne, da nič ne narediš v smeri, da svojo navado spremeniš, ne. Je težko, ne, ampak treba je, ne. No, zdaj smo prišli iz apelov na najvišji ravni do apelov na najnižji, tako da še enkrat hvala, da ste bili z nami, upam, da vam je bilo zanimivo, no, pa se vidimo naslednje leto, ne. Srečno vsem skupaj. Srečno. Hvala lepa. Hvala.